Po prepluti noči sem prispel na Ibico, skoraj nič vetra. Zadnji del potem sem šel kar na motor, ki se mi ni dalo z enim vozlom premikati naprej. Začetek prve pol poti, no, je pa kar lepo letelo, 6-5 vozlov. No, tole pa Ibica zdaj. Zdaj se grem pa tamle naravnost spredaj zasidrat. Pa bom šel kasneje z gumenjakom v mesto, malo naokoli. Malo se moram urediti, tako naprej. Tako da me čaka zdaj nekaj dela. Nameravam pa zdaj nekaj dni ostati tukaj, dokler ne pride Anita, s katero bova potem nadaljevala proti Gibraltarju. Ja, točno pod mano je sidro, se ga vidi. Malo je peščeno, malo je trave, ampak drži, sprobano. Več pa tole je Ibica. Sem dal gumenjak v vodo, motor namontiral, tako da se bom pol podal malo v mesto. Ne vem, kako se reče, ampak verjetno dobrodošli na Ibici. Je kar mirno tle, tiho. So pa sama huda plovila, bom rekel, no. Koga užali s kakšnim jadrnicem, gliserjem, jahtam in podobnim. Tamle čez je pa mesto. Zdaj sem tja napoten. Upam, da ni predaleč, ker se mi malo ne da zale hoditi. Ampak v bistvu so tle 3 marine. V soboto se bom tudi jaz v eno vezal. Potem pa nadaljujem naprej proti Gibraltarju. Zdaj sem pa tam z gumenjakom prišel na obalo, sem ga prevezal en tak pomolček. Čeprav imajo tle vse neki s ketnami pa zajlami prevezano. Upam, da mi ga ne ukradejo. Ne vem, zakaj že bral sem tudi komentarje, da je treba prevezati. Sam jaz nimam glih nekih keten s sabo, da bom vse prevezal. Saj, če ga hoče kdo ukrast, ga bo ukradel tudi s ketno. Tako da upam, da ne. No, ta ga je raj pospravil noter, ne. Še po eno trgovino, da vidimo, kaj imajo, kakšne so cene. Zaenkrat, če ne vem, je še prehitro, da povem, ali je drago ali je pocen. V glavnem moram nekaj stvari nabaviti. Se mi zdi, da ni glih pocen. Niti ne. Razen imajo ful nekih akcij, 50 off, 70 off. Zdaj, zakaj ne vem. Ali bo kaj rok potekel, v glavno. Grem v shopping. Takole natovorjen grem iz trgovine. Kupil sem nekaj nujnih stvari, v bistvu, ker sem bil že brez. Tako da sem dokupil. Zdaj grem pa nazaj na jadrnico, ki si naredim za jest. Proti večerom šel pa še enkrat, bom vzel pa skiro in šel pa v ti stari del mesta pogledati, kako izgleda. Zaenkrat je pa to.
Leti kosneto. Sem pravilno ga je treba obtežiti. Malo oblakov. Si pa nekaj za jest naredim, pa ga pa s herojem nazaj zvečer v mesto. Treba je pa kar malo peš. Ful klanstvo. Da vidimo, kam je v pot peljala. Moram reči, da sem zelo presenečen, pozitivno, ker je dobro mesto. Polno je teh hišk, majhnih, starinsko vse, kamen. Tle dol je marina ena, potem so še dve, kateri bom tudi jaz 2 dni vezan. Vidite, tam je sončni zahod, lepo. Tam gor je pa še mesto. Bom šel pa še zdaj pogledati. Tukaj nekje mora biti blizu letališče, ki glih avion dol bo pristajal. Tako da izgleda pa na ven. Proti morju, spodaj plaža, oziroma obala, ni plaža. Drugače, jaz imam pa zasidrano za tistim rtom. V bistvu tam nekaj so na 2 jadrnici, malenkost levo. Je kar dalečno okoli za iti. Pa dobro imajo tele stvari na strehah, kot terase, kot je zeleno, pa to ful mi je všeč.
Thank you. It's lovely. Yeah. Do you want the picture? Še zadnji sončni zahod danes. Pogled dol, pot strmo dol, v bistvu se bolj kot stopnica. Tako da moram mojega skiroja kar nesti. Mesto je res fantastično. Sem za skirojem pa ni glih nekaj preveč, ker imajo polno nekih stopnic, pa te kamni so drsijo. Ampak dobro. Drugače je pa kar veliko za prehoditi. Sicer bom pa zdaj še 2-3 dni tukaj, pa verjetno bom šel še kakšen dan še malo pogledati. Zdaj sem šel pa samo na hitro malo. Adijo. En sprehod po Ibici. Včeraj sem že enega imel, pa še danes. Jutri smo se dogovorili, da gremo na eno jadranje. Eno lepo otok tukaj. Drugače pa, da vidimo, še malo peš tole mesto. Evo, da vam pokažem še eno ful lepo, ne vem, kako bi rekel, starinsko jadrnico. Ful lepa, velika. Tlele noter prihaja 51 metrska, kot jahta, lepa, tako da na Ibici je kaj lepega za videti. Za mano grad, evo, sem bil že včeraj gor. Zdaj gremo pa še malo bliže pogledati tole, kako izgleda. Ne vem, zamenjeni smo bili o 5, da pridejo, pa že 18 minut zamujejo. Šele zdaj so začeli bokobrane navezovati, ne vem. Bom pol vprašal, kje se je zataknilo. Da šele zdaj prihajajo. V glavnem vam pol iz notranjosti pošljem, kako izgleda na večerji. Evo, hostesa je že prišla ven, tako da se vam pol javim. Če se glih temu reče jadrnica, ne. Po velikosti je jahta. Evo, Krištof Kolumb je prišel. Da vidimo, če ima kaj krompirja, pa ingverja, pa ruma. Topovec sem rekel, naj pa pospravijo. Tamle gor mora biti lep razgled. Ene 3 ljudi bom bravo, da bomo tale jadra razprli. Lepa, ne? Zanimiva, filmska. Čist filmska. Evo, topovi so pripravljeni. Tukaj not, ko so pod okenčka, imam pa pisarno. Temu se reče krmilo. Živijo, evo medva Jadrava, Ibiza. Mava 17 vozlo vetra, greva z 7 vozli. Greva pa tale na poček. Converbera. Danes je sicer malo tako oblačno vreme, ampak je super. Ni vročine, ampak sailing timi leti. Evo medva ful Jadrava, lepo 7 vozlo. Janez uživa. Prav, da zdaj bo tudi on jadravc ratov, tako da jutri nadaljujeva. Zdaj se greva pa kopat. Ampak ne tlele. Jutri pa druga runda, ne?
Evo, prihajava na najno destinacijo, da je tle zasidrala, pa greva na kosilo tam na obalo, pa se greva malo kopat, drugače pa piha tam 17 vozlov pravega jutra, tako da malo hitrost čez 7 vozlov, lepo, super, da bo počas pospravo jadra pa zasidrala. Prišli iskat, zdaj pa naj pele na obalo, ki greva na kosilo. Sicer ni ne vem kako danes sončno vreme, ampak je pa ful lepo. Evo, tam letimi. Da greva pa tukaj rezervirano kosilo. Tako da danes bova po tem otoku tle malo hodila, sicer zdaj ura že je 2:30, tle je sicer 1 uro kasneje sonce dol. Pa bova šla pa nazaj na Ibico, ki se bom vezal v marino. Zdaj pa pač tle nekaj pojesti. Evo najino kosilo danes. Z najlepšim pogledom na timijan. Odlično to izgleda, to je rumeni riž, arabski, ne? Arabski. Ja. Z morskimi sadeži, riba je pa piščanec je noter. Baje. Tako da to je tradicionalna španska jed, zdajle probo, da vidimo kakšno je. Pa dober tek, ne? Dober tek, ja. Evo, dober tek. Hvala enako. Španci bi rekli, hola, hola. Zdaj pa čas za eno kopanje. Ni nekaj pol toplo danes, je nekaj oblačno, ampak tale mivka je super, zdaj kakšna je voda. Naj bi imela tam okoli 25 stopinj voda. Glede na to, da gremo že proti novembru, je to super. Več pa tle že zapirajo lokale, konc sezone. Tem, ki so vlazele, naj bi se konc tedna zaprl, na oni strani otoka so se že prejšnji teden. Tako da sem v bistvu zadev še zadnji del te Ibice. Bil kar je še kaj odprto, pa se še kaj dogaja. Tam je kar nekaj plovil na sidriščih. Otok je lep. Da se bo tole malo skopala, malo še pa tole posnemem, potem pa bo šla nazaj. Jaz grem pa v Ibico zdaj za 2 dni v marino. Jutri bomo šli še en manjši krog narediti. Potem pa štartam proti Gibraltarju in potem na Atlantik proti Kanarskimi otoki. Končno se je sonce pokazalo, ker je bil cel dan več ali manj oblačno. Več pa takole zgleda, jezen na dopust iti, ne. Ravno naprej ne grem, ker vidim, da je tega še na stotine metrov, kilometrov, tako da sem raje vrnil tam nazaj.
Evo, jaz sem danes smerno spal v marini, po noči kar pihalo, jih prav. Zdaj sem malo prav jadrnico, sladko vodo, malo skrtačev, tako naprej. Zdaj pa sem se odločil, da operem malo cunje, tako da sem spet na istem. Tle sem kar uporabil iz bojlera toplo vodo, elektriko itek imam, prašek imam, evo moj pralni stroj, vidimo kako dela. Pač neki del. Vidim, da je rjava voda, torej če ne drugega, saj dobro sol ven spravim. Naj nadaljuje, v bistvu se pere samo 15 minut. Pač pa tle okoli dosti teh prišlovke čistijo plovila, moja sicer ne bodo, ne. Je pa tako delno oblačno, upam, da bo tudi malo sonca, da se to čim prej posuši. Potem pa grem malo še po opravkih, moram imeti malo trnovino. Evo, še zadnji dan na Ibici. Anita je včeraj po noči prišla zvečer. Zdaj greva po trnovino. Malo še par stvari za nabaviti. Potem dobiva še en obisk. Pa bo počas zapuščava Ibico, pa tudi danes je cel dan dež napovedan. Je že tam z ene strani čisto črno, tako da malo hitiva, da naj ne bi dež zdaj po poti dobil. Pa nadaljuje v, ne vem, nekem proti španski obali oziroma Gibraltarju, odvisno od vetra, pa kakšno vreme bo. Rada bi pa čim prej prišla proti Gibraltarju nekam, pa se pol tam raje nekje ustava in potem nadaljuje v pot. Moje sidrišče nekaj dni, tukaj sem bil, kar nekaj plovili pa mirno morje, saj to. Lep sončni vzhod je drugače tole, ni zahod. Je pa lep pogled, ker vidiš polnih jamborov, sonce zadaj, meni je fenomenalno. Drugače pa zdajle v marini imajo kar na teh botih okoli naju musko, kar nadaljujejo s feštanjem, tako da ni še čisto sezone konc. Evo, moj rozak je poln, pa še dve vrečki mava. Nekaj sva nabavila, upam, da bo dosti do Kanarskih. Čeprav po moje se bo še enkrat moglo ostati zaradi kakšnega kruha, pa kaj imamo v kakšni trgovini. Drugače pa to je to nekje. Tam odzadaj se pa že vidi, kako je vse temno, črno. Po radarski sliki tudi naj bi tam dež padal, tako da se približuje.